10 ljudi se začelo v Mrliški vesti smeti, ne, še tako je moj fotor umrl. Še tako je umrl. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli na najboljšem podcastu v Sloveniji. Člani podcast, danes z vami Rimanič Jure in Jure, koga imamo danes na naši desni? Danes je z nami slovenski komik z gora, z raznih zalednih krajev Slovenije, Gašper Bergant. Salam aleikum, ne. Dober dan, Gašper. Dobrodošel. Ej, sem ureden, ampak ful študiram, koliko časa boš ti lahko te energije držal. Kaj si star, koliko si ti star? 22? Me zanima, če boš pri 40 še kar tako, da boš karkoli boš začel, da boš, kaj moraš imeti to intenzivnost. Za kamero moraš imeti 110%. Za kamero imaš, ja. Mislim, moraš imeti, ampak vseeno, veš, da če boš na eni točki rekel kot nastopajoč, pizda, ne moram držati tega skozi, veš, jaz bi se umiril. Pa dokler si mlad. Je se, ja. In pol, veš, z leti postajaš boljši in boljši, tako da ne rabiš tega. Ni res, ni za vse, ne govorim, da je za tebe, ampak ni to, da z leti govoriš boljši zase? postaješ. Ja, to za sebe, ja. Itek, se ti življenje spremeni, začneš drugače gruntati, malo depresija, udar pa alkoholizem, pa smo tam, ne, pa se preseliš nekaj na kmete in proti 35 je... Ja, ne sem tebe poslušal več kot sem mislil, da te bom v življenju. Ja, sorry. In vem vse te tvoje plane in ideje. Ja, to je najbolj bizarno, ker folk ti kdaj pove nekaj, kaj si povedal, ker si že ti pozabil. Se spomnim, ko si enkrat kupoval nek sadovnjak. Sadovnjak kupoval, sadovnjak, jaz ne vem, zakaj imam tako ljubezen teh kurčevih sadovnjakov. Že v nedeljo sem obrazoval drevje. Moj kolega ima tle sadovnjake pa oljke tle na Primorskem in sem bil pri njemu, smo se nek kakije tudi delali, ne? Mislim, delali, suši, pa prodaja. In smo se furali čez njegove nasade kakije in od sosedo in jaz tako vidim, da niso pobrani in jaz tako, a lahko mi to poberemo, bomo šnops naredili, ali jaz poračil, Kaj s kakijo lahko delaš šnops? Ja. Ne vem, ne probo, stari. Čeprav bi se dalo, ker je sladek. Sladek je, po mojem se dalo, ne vem, a kdo dela kaki šnopc? Mislim, mi imamo tle kakija. Luknja na marketu. Ja, bi bilo, mislim, kaki je sladek, drugač ful. Luknja na marketu, jaz ono, kaj da fakt to pomeni, stari. Svi so podna, ne tega luknja. Luknja na marketu, ono. Sej, se imaš te niše, če najdeš niše, čeprav šnopc je pri nas taka velika marža, trošarina je taka, ne. Pa to ga deri tako vsak sam. Ja, se ti ne moreš več kotla kupiti, brez da te imaš države preveč. A res? In prav trošarina, ne vem koliko je, mislim, odvisno je do vsebnosti alkohola not, ampak vem, da je ful velika trošarina. In koliko jih ima to na črno? Če hočeš prodajati, moraš. A ja, dobro. Še planinske koče odkupuje legalno. Če hočeš prodajati. Če hočeš Če pa zase ne rabiš nič, verjetno. Ja, če imaš star koto, ne. In za novega ne moraš kupiti samo zase? Mislim, lahko se zmeniš, ne. Ja, pa dobro, kaj pa en kotu narediti, ker ni to samo... Ni tako lahko. Ni tako lahko, to... Mora biti poseben kotu? Mislim, kotu ni narediti tako lahko. Ne, to, da destiliraš polje, verjetno, ne? Kako se reče? Alkohol, ne? Ja, destilacija je to, ja, ja. Imaš več načinov, ampak ja, kotu sam po sebi ni lahko za izdelavo, pa tudi ni dosti modelov. Jaz sem letos lani kupoval za sok delati, za... Sokovnik, ampak veš, ki je kolut, ja. Da ga daš noter, da je, kako se temu reče, že za pasterizacije. In sem šel na kmetijski sejem. Eden je bil, en kolega je bil tam, en razstavljavec in sem šel tja in je eden imel te kotle, pa te kolute za sok delati in ga ni kjera, ne. In potem tam en se kjera prodaj, sem rekel, kje je ta model? Meni se modi, jaz bi kupil to, ima tle, vidim. On je rekel, jaz sem že 3 dni tle, on je sam prnijeso pa šel, sam vizitke je dal tle in ni nič prodal, sem šel tja, pa sem pa od enega iz Mozirje kupil in je pa sok delam tudi. Dober sok? Zase ali? Ja, za sebe. Ja. Mimo grede, od 207 litrov mi ga je 160, da pa 180 zaorelo, ker so bili pokrovi za nič. Ojoj, kako to sad je šlo v kurat. Dela še ne, tako ne gre stran. Bergant razen sokov, delaš še kaj med tednom ti, kako kaj izgleda tvoj teden? Moj teden. Ta današnji teden. Kaj si imel kaj v planu? Poleg lovljenja kalamarov z žarjalom. Nastopi, sestanki. Kakšno ribo bi ti lahko dal, ja, verjetno, ne? Ja. Ne, nastopi, sestanki, skozi nekaj, manj ta planiranje, veš, kaj ga moraš, ti pri nas, to ni Amerika, pa Anglija, pa nekaj, ti vse sam moraš delati, ne? In si odvisen od tega in
čas te krmine, čas že ne veš, kako folgati. Vem, da me že za december, pa za drugo leto me že eno vprašal za poroko, kako, jaz ne vem, živ drugo leto. Jaz ne vem, če bi bil s punco še toliko časa. Kako on ve, da bo čez do leto skot poročiti, če vedno. Ja, Kako je to za reči? Ajde, eno je, da pač ne pozabiš, drugo pač ti je v interesu toliko časa bukirati za naprej. Pač eno valjda, da imaš job, ampak pač... jaz se ponavadi za 3-4 mesece bukiramo naprej, ne, pa se tudi počitnice bukiram, tudi, da vem, kdaj ne moram, ker drugače, če si za tok naprej daš, ne veš, kaj boš, pa zboliš, pa nekaj sem imel na leta nazaj, pa 2 pruh vmes. Upoštevaš inflacijo? Upoštevaš inflacijo, ko je za tako daleč naprej? Veš, da računam na to. Mislim, se lik to je, veš, ker čez 1 leto bom najbolj dražji. Ja, se to je. Ja, še boljši boš, večji imič, večji vse? Ja, ne, najhujše to, če te za reklamo kdo vzame, veš, pa ti napiše in Ljubozanci me pogor, pa ti napiše za 2 sezone, oziroma 2 leti, ampak bomo naredili sam eno. Pa je tek, zakaj podaješ not v klauzulu? Zato, ker pač obstaja opcija, da bo ko bo v reklami se morda bolj znan rato in zdaj ti to izkoristil. On je podpisal za 10 ur nekaj, ki bo lahko za 50 drugo leto, ne, recimo. In je to ful velika razlika. Ne, veš, kaj meni vedno tako za naprej? Za reč, poroka je tebi tako, side hustle, dobiš pare, greš zabavati in to je to. Ja, imaš druge fokuse. Ja. No, mene skrbi, če si toliko za naprej kaj zabukiram, da pol bo prišla večja šansa za moj primarni fokus in pol pač imaš že to. Rečeš enkrat ja, rečeš ja. Sej za to. Ko začneš to delati, se zajebeš za naprej. Mislim, to je bil en komik, je to dela. Če je dobil boljši nastop, bolj plačen, ga odpovedati. To je delo 1 leto, ne. Se zve pol. Pol ni bilo več, ne? Mislim, ne pravim, da to delaš, te ni malo strah, da bi lahko kaj bilo tako boljšega zamudil ali kaj? Vedno boš nekaj boljšega zamudil. Vedno, ti si, pismo, a veš, čas spoznaš človeka, ki randomly, ki ti bo zrihtal nekaj gnarja, pa si ga slučajno čas ne priješ nekam, pa če bi tam bil, bi se to naredilo. To se sprašvati tak, to se pol nov spal, če boš tek gruntom, ampak pač pravilo je, če rečeš ja. Ne, valjda. Ampak sekirati se zaradi tega, gnar pride, gre, se tle se mislim menimo v razliki, morat boš dobil 300-500 evrov več, ne. Vse ostalo se pa da predstaviti. Če boš pa za 10 ur nekaj dobil, tam si pa za 100 obljubil, tudi boš pa ne boš tudi tizgata prvega klica pa rekel, upam, da razumeš, da je 9 ur 900 razlike, ne. Kako je bil moj teden? Kaj bi tvoj teden? Veš, že poznaš vse moj teh teden. podcasta. Ja, kot da bi bil vsakič. Pač kot da si voditelj. Moj teden je bil zelo naporen, dosti sem delal, hodim spat ful pozno. Ja. Tip fuka. Da zjutraj ne bi mogel. Ja, ne vem, če bo tam. Jaz sem samo v nekih sanjam lahko. Aha, okay. Sam zbudiš s polšter med nogim, nekaj je bila. Kaj se veš, da je to zgodilo? Kaj? Da ste sanjali, da ste seksali? Ja, ko sem bil mulj enkrat. Ful dobro. Pač, ful dobro, stari. Nobenih odgovornosti ni zjutraj. Ja. A ti, ki si sanjal, da si seksal, si tudi do kondom gor? Ne, ampak... Kaj jih posiljuje v sanjah, pizda? Ja, ful je bilo dobro, nobene ni dobil. Ne, ful je bilo temu, da se spomnim enkrat, sem pač dejansko sanjal, da sem bil z eno, ful časa, ne, ampak še se spomnim, dobro spomin. Ma je bila tipo real life ženska? Čak, je bila real life ženska, ampak jaz sem se, veš ono, ki zavedaš, kaj delaš? Ja. Je kot da bi bilo res. Pač dejansko, kot da bi bilo res. Razen, ja. Kam si Ne, razen kaj, Niz nikamor. Razen kaj, da ni bilo treba spucati, ko se zbudil. Ne, razen pa, da ni bilo nobenega zjutraj tam. Ja. To mislim, ne, pač ful zanimiva izkušnja. No, back to my teden. Ful sem delal, danes sem bil v Ljubljani, včeraj sem bil, nima veze, v glavnem, en dan sem bil v Ljubljani in se mi zgodilo, da so se mi pokvarile obe luči na avtu. Ja. In ful je bilo smešno, zdaj Matej je še, pač prvo temo tako, mi da nismo vedeli, da smo da se ne inkriminiramo. Jaz nisem v prekršku, on je bil. Ja. Jaz sem bil na mestu na telefonu z Matejem, ki ne vem, kje je bil v tistem danem trenutku. Ja. Jaz imam Bluetooth povezan avto, tako da nisem tikal telefon. In tako se neko, lih je policija prišla ustavila nekoga, rekel, lih sem nekoga videl, ki je pospremal nekoga z avtoceste na benzinsko in dejansko smo bila v istem trenutku tam pač.
In ja, sem mogel menjavati, razstavil sem ta Citroen, sem mogel razstaviti pol avto, da se menjam v H7 žarnico spredaj. Jaz sem imel letos take jebe s temi avti starimi. Jaz sem enega Cliota, ki sem ga podaril, ker je itak, ko greš enkrat avto pod 500 € prodajati, Garaj podariš. ja, garaj podariš, toliko mar za jebanci s tem, stari, modela ti dam 200. Ej, ne, mislim, pač ga bom dal nekomu. Na ključ. Raj ga pereno odpati, ne mi Ja, ej. Ker jaz sem mislil, da sem dal avto, to on pride, jaz sem tega človeka nikoli spoznal, ko rapa avto. Spoznaš. In je bilo tako največ depresija, ker je joj, kaj, a to moram izpolniti, a bo to prišlo na pošti naslov, ker nočem, da but Jesus, fuck, a moram jaz to upisati svoje podatke. Jaz ne moram napisati, da avto kar na X-u sebe dam bodala. In to traja nekaj cajta, pa slabo vreme, pa vse. In jaz se usedem od tega Klije, samo si se odpeljal stran. Ne. Ona se vsede zraven, mi itak reče, meni tak gre, vse narobe. In mi celo svoje življenjske zgodbe pove in to traje. Jaz nekdaj končno se usedem v moj avto. Končno je napupa. Ja, za laufom ne štarta, ne. Se k pičku, malite ne štarta. In ona me zdaj gleda, kaj pa bilo, jaz tak neč ne vem o avtih, kaj bi to lahko bilo. In pa začne si morda je bož, da ne užge, ker jaz kakršno imam nesrečo, bi se tako bila na naslednjem mominku. Jaz samo vzem ta avto, prosim. Pol grem, jaz sem mislil akumulatorje, ne. Grem po akumulator in zdaj moram Akumulator 150 €, ena četrtina vrednosti avta. 50 €, ne. Po moram jeti, pa če kak sem pa šel, a ja, avto sem že prepustil, da se ga tehnično pregledam, tega sem svojim avto popršil in grem po akumulator. Prijem nazaj z akumulatorji po urodje, ker sem mogel iti domov po urodje, da sploh ga lahko zamenjam, odperem, vidim, da ima toreks noter, ne. In zdaj sem toreksa. In jaz sem šel v Fužine po to, do mene pa tiste škatle in jaz tak, fuck, jaz meni reči, tam je že itak eno uro čaka, drž že pada in mi ženska... Za enega Cliota. Za enega Cliota. Da mi je že uro pa sem zgubil in ona ni sedela, ona je tam stala v slabem vremenu, ne pod strehe, ampak ona prostovoljna, jaz tak 5 saj v avto. Tak, Jesus. In pa rečem, jaz moram spet manjeti, ne, eno štacijo, da si torek se kupim, ne enega tlega, gledam, če kakaj štacuna za avto dele, pa ona tek, tle gor je ena trgovina, ki se jaz do čas spomnim. To mi nisem mogla prej povedati, pis, da sem zgubil del že 2 ure. Grem tja me posodi, da mi prodajo, ni mi v torek se za prodati, posodi, jaz akumulator zamenjam, ne užge. Zaganjače je bil, kaj je bilo? Maj neke koda jih jebe na ključih, in je lahko svašta je. In zdaj, pol dobim enega modela, da mi odpelje avto k njihovemu mehaniku, ki je rekel, da ker je za društvo bo cenej prijem, tja je bil drug, mi je polna cena računa. Na koncu sem dal 200 €, da sem se znebil avta, zastopiš. In s tem, da je ta oseba, ki ga je vzela, bila najbolj nesrečna, da je bila avto. In jaz sem mislil, da sem popizil. In to je trajalo. Bolj je ono čas, ki ga zgubiš za neki, ki si ga mislil, da ga ne moš. Ja, 200 € se fucking avto znebil, da mi je res žal, da ki mi je ključilo 300 €, bi mi rekel, vzej ga za 100, stari. Samo speli to. Samo speli ga, mislim, Jesus Christ, ti avti, sovražim jih, če lahko ne bi imel avta, samo pravk za avto. Jaz bi najraje imel, da imam en sponzorski avto, da ga sam peljem na tehničnega, delam kilometre, vi rihtate, bom delal reklamu, da mi nek mini SUV bom naredil, vse bom noter furil, kar čete, od psa do rad, stari, da deskem do noter, da bom 4 kolesa bogon pa idemo, stari, jaz tukaj sovražim, da te rihtanje avto, Moj avto, meni je tako smešno, vsak teden se neki pokvari, pač brez zajebance, vsak teden se neki 13 let. Ja, to je Citroen. Ja, se tudi kjerkoli drug je. Pač grem. Začne se, avto je tak, kaj enkrat 12, 13, je tak pubertetnik. Ni več, čuješ, ni več kaj delati se z njim, moraš izpet na mlajše.
Ja, dejansko je to. Avto pride v pubertet in začne jebati. Zdaj imam mozole, šije tam posod, pije preveč. Ne moreš se ga znebiti, ker si čustveno navezan zdaj na njega in si res ga težko zamenjati. Dejansko imaš mnogo otroka, da biti pa tem reč 5 na soji. Magari na smetiše, pa te en naj ukrade. Meni enkrat en rekel, tam, kaj živim, je rekel, da gre pod lučmi, da nas nov zamika. Mislim, samo zinga, staj, dan ti ključe, pa mi ga ukradi, stari. Sem da je dan gojzerje ven. In Matej, kako je bil tvoj teden? Moj teden je bil lep, delaven. Kaj lahko poveš, kaj delaš zdaj? Mislim, da ni furka. No vam. Preveri, pa povej, pa preveri pol. Da imamo po TV-ju, eno serijo pišemo. Res? Ja. Tako da kar Za kul. bojo. Ja. Je že napisano, še pišeš? Naša originalna. Aha, okej. Več pa... Je potrjena? Ja. Pa lahko poveš, ja. Green light in vse. Green light, vse. Je ful hudo, ki tako v takem timskem delu za reč ful ne smeš razmišljati na svojego. Pač to je tako kreativen prostor, pokaž, če je dobro, če ni dobro, ni dobro. Gremo naprej. In imaš biti pripravljen to narediti, ne? Večina serij se ustavi zaradi tega, ker je ego problem. Pisanje. In tudi, pol že tudi, to je tako bendi, ki gledaš, ki je tako 30 let špila izkup in potem se spičijo in jim lahko ponudiš 100 milijonov in še kar novi izkup prviš, ki tako, fuck je rekel to, ne more čez sebe. Preden, Gašper, gremo mi naprej, ti bomo dali našo članiško vprašanj, tle notri so vprašanja od kakšno sadje bi si dal urit, do kaj je smisel življenja. Ne vem, če je sadje, ampak urit bi si dal avokado. Do konca življenja moraš nositi samo en kos oblačila, katerega bi izbral. Čakaj, se šteje čevlji tudi kot oblačila ali del oblačila ali je... Ala. Veš, čevlji so najbolj pomembni, če tako pomisliš, ne? Kaj bi gojzer in stičem. Gojzer in lahko hodiš kamorkoli nak, ne, se te bojo že navadili. Najbolj uporabne bi najbolj bile hlače, ker s hlačem še vedno lahko greš kamorkoli pač. Hlače, ja. Hlače in bos. Ja, veš, in ko razmišljaš, si nek hipi. Kaj je bolj pomembno, ne? Zakaj hlače? Nekaj ni bolj pomembna majica. Ja, da pokriješ, kar ima spoda, ja. Kdo te bo spustil v bajte, če imaš majice in tiče ven? No? Kaj, če imaš dolgo majico? Do kolen, oblekco. Šlafrok v bistvu, ne? Si poli oblekica, ja. Je oblekco. Onesie, ne? To bi bilo najboljše. Neoprensko obleko. Ti pa imaš čudne fetiše, stari. Da vedno pred greš na cikret, moraš si sebe tudi, da bi... Ne, sploh ne greš. Sploh ne greš. Eno vprašanje, bi raje pil in se tuširal s toplo vodo? Prosti, pil kot kaj? Pil vodo. Med temu, ki se tuširal pijem. Da si lahko zbereš mrzla voda za vse ali topla voda za vse. Da moraš celo življenje piti samo toplo vodo in se tuširaš s toplo vodo in mora biti toplo, no vroče, tipo kot čaj voda. Tipo čaj brez okusa. Ja. Ali pa lahko se s hladno vodo tuširaš in piješ hladno vodo. S toplo vodo se tuširam, boli me zaradi, da se vražim čaj, ampak ni šans, stari moj, da bi z mrzlo vodo se tuširal. Res absurd, to je ono. Veš, kam gre na živce, to je jaz kume se zadržim, da se hajmo v avto usedem in ima noter 20 stopinj po zimi. Fuck ja, stari, ja. Boli mene, stari. Tebe gledam. Mene, to je stari idej. Užgi gretje naj bo toplo. Po kuru boš... Jaz ne kurim zato, ki bi mi bilo, ne bi hotel... Imam dizla, stari. Ja, mene res ne zebe. Zebe so potnike. Tebe zebe. Manj gretje ne dela v avto, se stopiš. Imam consko, jaz. Ja, to mimo grede, to veš, da je, to je pa res en največjih absurdov. To mimo grede, to, ki se vsak zdi, to se vedno pokvari. Ne, meni dela še vedno. Ne, a to ti pa dela. Ja. Ne, drugače se pa to meni da skozi pokvarja, da to moraš imeti skozi na istim. To je res, to je prepire zakonske rešvale. Ja, se to je v bistvu ful dobro. Se itak vedno hoče, ja, vedno hoče nekaj svojega. Pejmo nazaj na našega gosta, Gašper. Kje si ti začel s to komedijo? Kdaj si začel? V Gromki sem imel prvi nastop. Koliko si bil star? Kaj pa pred tem, mislim, sploh zakaj si imel ta nastop? Kako je prišel od tega? Ja, si že prej v najstniških osnovni... Jaz sem gledal full stand-up, pa nisem vedel, da je stand-up, jaz sem dokaj blizu Avstrije, relativno gledano doma. Čakaj, iz kje si ti doma? Luče ob Savinji. To je blizu Logarske. Stari, ti si najdel največ reklame tem lučam, to bo postalo turistična destinacija, mislim. Moram reči, stari, da včeraj sem imeli neki vizit Luče dogodek
In si rekel, ti pičkava materna. Bush je bil stari moj, je špilo in To pa ni prav. Če kdo naredil lučen promocijo, si naredil ti. Da ste jaz spokojen špilo, da je super, ampak stari, ti vedel nisem za to uradne, ne? To je disrespekt. To pa je me razpisal, tako da Klaudi Skovšiču, župani to. Ti bi mogel biti častni meščan, po mojem. Kaki čas? Meščan. Neki. Ja, Križni. Je valjda, nimamo Kipec. dovolj ljudi, ki so kaj sposobni. To, kar jaz delam, je luft mešanje. Naš posel, pa oglaševalski posel je res, to je za zravno. Ne, se ne strinjam. Med glavnimi tipo zdravstvo, šolstvo in vsemi temi pomembnimi znanost je entertainment. Brez tega se folk ne more sprostiti. Mora se strinjati. Zdaj sem gledal, zdaj smo imeli nekaj, predstav smo imeli, ne bila ena ženska not v publiki, ki je bila face, po mojem imela raka, ne. Če ga ni imela, je sam res slabo izgledala. Ampak po mojem ga je imela in jaz sem gledal Kaj, v bistvu je prepovedana eutanazija, pa je prišla k vam poslušati. Morate, čakala, da ste reprije gor, ne. Ampak, ne, prav razmišljal sem to, da je zadnja komedija, ki je ta gospa vid, ne. In vas posluša. Ja, in sem bil tak, Jesus Christ, stari, dej, kaj boš povlekla iz tega. Ampak jaz sem začel jokati vmes, ker nisem smel več gledati, ker je bil tak... Ma boga. Ja. Veš, kako sem s tebe poslušal v Desetki? Desetke mi je škoda, da ni več. Jaz sem živel na Kolodvorski in sem prišel vsakič tam poslušati, ker je bilo meni ful, da sem bili večerje. Ljubljana rabi ima en klub ali pa nekaj. Se je bilo tam nekje blizu, tam, ne vem, se pozval, ko se kliče, ampak blizu centralne, tam pred centralno, veš, ki je en čas tam se tudi nastopili, se je šlo dol po stopnicah. Ja, to je... Samo ono ni bilo enako kot tam. Ne, a ti misliš proti prvo Desetke? Desetka una... Ja, v Kinodvor. Ono je bilo legendarno. Najboljši plac za nastopati je bil Gajo. Te star Gajo je bil, da ga ima društvo pesnikov. To je v Ljubljani? V Ljubljani. To je bil, da se je to pistilo, da se to naredili ven z tega, je neverjetno. Mislim, to je društvo pesnikov ima to zdaj. To je bil najboljši plac za nastopanje. To je bil jazz klub in to je bilo odzune in si imel tiste lučke, pa to ambienti, par sto ljudi je prišlo. In si lahko razvijal full fore. Tam si tako te je nahajpal, nisi mogel spati, tako ti je dvigalno razpoloženje. In lahko si se igral z njimi, lahko si nove fore sproboval, veš, pa odzune je bilo res je bil tako romantičen, fajn plac je bil, no. In to se so se nekaj skregale, kaj ima društvo pesnikov. To je škaka lokacija, to v Ljubljani. In to noben sploh ne ve, da se nekaj spremenili, ni več odra in tam... Takoj se uničijo te magični placi. Ja, pa sam enega loleka rabiš, ki ne vidi potencijala, pa da to nekaj za eno skupnost naredi. Ker si pa vprašal, kako sem začel, jaz sem imel tele Švabe, ki sem jih gledal in oni so imeli Kvač Comedy Club, Štefan Rap, Bill Cosby, jaz sem jaz gledal v nemščini. Ko sem bil otrok, je bila ta vdaja, stari Bill Cosby, pa da ki je bil iste črnska familija, ki je bil tamal full geek, ki je bil kao, ne se spomnil, kaj je bilo. Kaj pa Fresh Prince from Bel-Air? Tudi v nemščini, Simpsonovi v nemščini. Jaz sem vedel to komedije, jaz sem sam takoj me je tja vleklo in tudi Kvač Comedy Club, jaz sem to gledal, to je bil, še zdaj obstaja mimo grede. Si gledal The Office? Ti je bilo dobro, meni The Office ne vem pik komedi, jaz ne vem zakaj. Ja, je, ampak meni je še najbolj nažil, da se jih vsi polvetli kopirati. Ker sem jaz gledal v 90-ih, ko sem imel eno familijo, glavni protagonist je malo sarkastičen. Dobro, to je pa sitcom. Sitcom, ampak klasičen sitcom je šel v Malor, ga noben več ne gleda. Zdaj, če dodaš smeh v daji, se tako ono, kada fuck se tle dogaja. Zdaj vse hitrejš, drugač, mora biti bolj absurdno. Manj je Louis C.K., ki je naredil Louis, ono serij mi je bila super, v B verziji, ono, ki je bil kao sitcom klasičen in pa ono ta druga, ki je naredil. Pa Larry David isto, Curb Your Enthusiasm je tudi ful dober. In pol sem jaz v gimnaziji najdu, ta prvi je bil tale, Karlin je bil drugi, ki sem ga najdel, ampak ta prvega, ki sem najdel, je bil pa ta, ne kaže, ko me je brat ukradil cash, pa to, ki nam se spomnil. Takrat je bil ful popularno. Ampak on je bil
ekstra, on je ameriški stand-up takrat popelo. Iz njega vidim, sem bil, kaj je to? In potem sem začel, YouTube je takrat ratval, veš, vi ste, da imate ful več medijev na voljo, ki smo jih imeli. Mi smo si porniče sposojili na kasetih. Do tega smo prišli, smo kot mulci, ko si bil v puberteti, si iskal slike iz slovenskih novic, da si jih rezal ven. Ne? Zdaj sam to narediš, pa lahko naročiš nekoga, da prije k tebi, kaj šele, da ga gledaš. Lepo prosim, jaz, ko sem bil mali, v osnovni šoli, ki tudi nismo imeli tega, jaz sem doma z Nokio, ki je imela kamero, slikal na računalniku hude žene in šoli, kaj za šoli, zdaj smo bili vsi, fuck, to je the shit, stari. To je the shit, stari, jaz se spomnim. 3 piksle in sisa smo videli, to. Prvič eden, kaj že, spekel CD, z ženskami kao model, to ni bil pornič, to je bilo sam ženske v kopalkah na sliki in potem se je video vrtel, ker se slike spreminjali. Je bil v bistvu showreel teh bab in ti si bil... Tam je bilo vse malo domišljije. Ja, rabo si malo več, zdaj vse dobiš. Zdaj se moraš časih prav bremzati, Ja, veš, ne. povsod je ta seks. Posod je seks, to se prodaja. No, v glavnem, jaz sem pa na gimnaziji, Karlin mi je spremenil življenje, teda sem bil na Škofijski, pripravljal sem se za maturance, za popravce. In je, To je razlika. Razlika, kar velika. Ne? Čeprav se pa na maturancih 4 plesov, ne? To pa ti tudi pove, koliko eni ne znajo izbirati partnerju za ples, da sem je 4krat plesal. Ampak Veš, kaj si bil zabaven? ne, 2krat sem bil za te... Kaj ponavljal razred Ne, 2krat sem plesal za te punce, ki so na... ekonomskih in teh. Ja, ne, zdravstvena nekaj, ki ni bilo tipa. Ja, ki ni tipo, ja. Si mogel se žrtvovati, bogi. Ja, res je bilo hudo, za ston večerja pa pijača, res sem trpel. Si dobil polkej? Dobil sem, vem, da sem se žvalil z eno, ki je potem dobilo vzdevk žrelo, ker ti je mandle spucala, stari, kak je pa ta ženska se kašvala, je bilo pa ono to pa je bilo, tebe je, a veš ono, ki te boli vse, ne vem, zdaj sem takrat zadnjič doživel, ko v gimnaziji, po srednji šoli, ni to zabavno, ker se ljudje začnejo kašvati in vsem ne znajo se vse kašvati. Jaz se spomnim 2 na Škofijski, ki se tako se kašvali, da bi dal v ribe skup. In zaprte oči sta imela in se, in nista nikoli nahala. Po je bil pa eden, ki sta ista delala, ampak da sem imela odprte oči. In to je pa najbolj skuki. To so pa psihopati. Folk, ki se s odprtimi očmi kašuje. Tako, nisi na vojni liniji model, noben te ne bo ubil, zaupajte. Čakaj, to da povem. Meni je moja prva pupa, jaz sem rekel, pač jaz nimam pojma, kaj delam. In rekla, ne skrbi, te bom naučila. In to je bilo meni full nice, da sem bil pošten. Tako da, fantje, bodite pošteni, punce, bodite pošteni. Ali pa še boljš reči, da ne veste, kaj delate, pa veste, kaj delate. Ta ne zna, pa ne že čist. Kaj pa tebe, Mika, zareč Papičevo, on je zdaj voditelj dvoboja in to, tebe tudi kaj tako, TV, Mika? TV, ne vem. Vem, da si tudi probal biti igralec v serijah in tako in filmih. In te niso marali. Ja. Te tudi to zanimalo? Vse so mu povedali v komentarjih, vse. Ja, nisem. Veš, ko smo skurcali, ojojoj. Nisem, jaz, ko enkrat damo ven, ne gledam nič več. Sem pogledal jaz. Ja, res, ne smeš komentarjev, brat. Hulala. Ne, serije bi še vedno delal, serije bi delal, ampak delal bi več v reklamah, tudi kot pisanje. Ja, to pisanje ali nastopanje? Serije imam načrt narediti in tudi igrati v njej, ker mi je voditeljsko je, ne vem, če pašen, kjer mu koli, še posebej zaradi naglasa, sem ful nišni, a ne, mene je težko kam dati noter, zato, ker tudi voditeljske vloge so vedno tako, da moraš malo biti, kako bi rekel, povsod. Povsod moraš za vse, ja. Za vse se moraš strinjati, ne da se jaz ne, ampak je ful, to je res, ti vzime, voditeljska vloga ti vzime ful energije, plus to, da zdaj moraš kar naenkrat bolj čuvati, kao se rečeš, zato ker ti si produkt neke hiše in je razumljivo, one noči, da ti kar vse poveš, kar si misliš. Kot sanski moški. Recimo, sanski moški,
kar dober primer človeka, ki bi mogel biti zdaj tih, ne, ampak ampak se, ki si njega videl, nekdo je mislil, da je on brihten, ne. Kjer je zdaj? Vnaprej. Mislim, ta malga šteka, on je star koliko, 22, 23. Man je bolj smešno, da predvsem smo moško, vsake leta iste ženske, da bi ta, kdo ima mailing list, to, res je kratka, stari, mislim, lahko neke Ukrajinke pripeljamo, saj nekaj novega, ne, spet sem se prišla zaljubiti, sam vse, kar sem spremenila, je en tatu več, spam pa ene bolezni več. Bava Zuchtfrau je nemška verzija ljubezni po domače. Oni so dali vedno na udaji enega norca. Eden je bil, ki je bil malo. Tle smo dali vse. Tle smo dali vse. In kaj ti to naredi, je to, da drugo leto ne dobiš več nobenega normalnega. Ker je disrespekt malo. V bistvu je disrespekt do kmetov to tudi v resnici. Zakaj bi kdo hotel iti? Ja. Zakaj bi kdo hotel iti, ker ti imaš, še posebej, ker se kmetij pa te tiče, imaš skoraj neomejeno bazo ljudi, ki iščejo partnerje, iščejo ljudi, ki bi prišli na podeželje in lahko to vdaje delaš 10 let, 20 brez problema, ampak rabiš romantiko na to plesta, ne rabiš drama in vse. Preveč plehko je bilo vse. Je bilo pa plehko, ona je rekla jacuzzi in so vsi bili tako, tam lahko prodali naprej, veš, mislim. Fačuzi, kjerkoli. In ne veš, in se iskalo vedno, ampak to se v Sloveniji iz medijskega vidika vedno gleda na podeželje, kada so debili gor, ne. Ampak ja, sem to razumel, ki niso. En model. Na podeželji je procentualno po moje več milijonarjev, kot pa po mestih, ne. Po traktorjih gledajoč? Traktorji tudi, ja, traktorji, če se odkrite, če bi ljudje vedeli, kak strošek je traktor, pa zakaj se uporablja, ne bi beden rekel, ker za tist traktor je 50% kmetov zapufanih za 30 let, ne. Ojoj. Tist traktor konkretni je zdaj le 50 €. Veš kaj meni pri reality showih ni všeč? To, da nimaš kontrole, kakšno sliko daš v sebi, tudi če nisi ti tak. Oni te lahko umetno naredijo. Pač mi tle, kar govorimo, smo pač taki, kot smo. In veš, kakšno sliko daš v sebi. On si to, kar si, ampak nekaj te lahko naredijo, te malo obdelajo in izpadeš največji bombar. Pa se Maja, naša kolegica, ena je bila pač ena teksanskih žensk in enkrat je rekla v šovu, ja, ona mi je fulušna punca je. In so naredili cel edit, kako je ona kao zaljubljena v njo in srpski, sem rekla, ja, pač fulušna punca. In to je vse, kar je rekla. In oni to naredili v... Jaz sam čakam enkrat, pa ne pri nas, ampak nasploh, v teh reality showih doskrat res so ljudje, ki so kuku. Sam čakam enkrat, da se je nekaj naredilo. Ko bojo psihologi nekoga narobe ocenili. In da sam se mu sfukalo, ker ne vem, če ste gledali srpske realitije. Kaj so že ona... Karkoli. Ki so zaprti v hiši, ki je bila tudi ona naša, Denis. Big Brother. Kaj je bilo že ne? Mogo bi narediti srpski show reality, mogo biti, da zapereš 30 Srbov v bajte in pojem poveš, da je nekdo Hrvat izmed njih. To bi mogo biti cel reality. Najdi Hrvata. Ja, najdi Hrvata. To bi mogo biti njihov show, stari, kaj že zdaj... Zadruga, evo. Ja, to je bilo. Glavne, tvoja komedija ful temelji na temu, če me ne vprašam, na teh kmetih. Ja, jaz sem vedno povezan s podeželje. Ja, jaz imam, to imam rad, pa opazujem, itak vse izhaja iz opazovanja, to, kar si videl, kaj si začutil, ampak jaz sem bil vedno, meni ni bilo nikoli sram podeželje, ker ene je sram pismo, ti zastopiš, vem, da enkrat se z eno mene, skot pa si z Ljubljane, čujem ti na glas, da si z Koroške, originalno me zanima, je bilo nerodno povedati, če pa na glas se skrivaj, pa to, tudi tak na glase, recimo, so serije vedno naredile tak, da alkoholik je Štajerc, ne? Ja, vedno se je te stereotipi, ja. Ampak to je leno pisanje. To je lahko pisanje. To je lahko pisanje. On bo alkoholik, on je z Maribora in že itak poreče, čuj, kaj te zdi, ne, vedno obrne, daj čuj na konce, ker še to se ne pozanima, da pride, ne. In se je vedno pisalo, da karkoli je malo ven z Ljubljane kretinizma, ne. Mi smo edina država, da sem jaz opazil, da recimo Nemci, Američani, Angleži, iz vseh snuj so posod, vse na glase so recimo prisotni. Regi. Ni važno, da ti glavno vdaji vodi en,
ki ima totalno hamburški naglas, recimo, in noben se ne ukvarja s tem. Pri nas je pa vse nekaj, meni to v gledališče, recimo, doskrat je mi rad dolg čas, ko je neka pravilna slovenščina za nek lik. To je ful problem pri pisanju. Pri pisanju ne funkcionira, stari. Pač, ki ne veš, v čemu pisati, kako pisati. Kako pisati, stari, ne funkcionira. Jezik je kovina, je za vsake regije specifičen, je z razloga tam, ne, in da neko barvo na glas. In ko vse kar nekrat monotone, iste, vse ljubljanske, ki bi naj bilo pravilno v današnjih časih, je tako dolg cajt je. Se tudi, ki model kokošari iz Baške grape. Če ga ne razumeš, se ga navadiš. Ker je zanimiv, a veš, kot človek je zanimiv, ampak sam, ker je še ta naglas zraven, jaz si ne morem predstavljati, on ne bi bil isti človek, če bi se delal, da nima tistega naglasa. Se naučiš tiste besede, ki jih on uporablja, pač. In je zanimiv zaradi tega in mi vsi bežimo v tega. Se na en točki bo nazaj prišlo. Meni je hudo tako med kolegi, še posebej tako ljubljanskimi, streljami ste naše primorske in jih gledam, kako se mi delajo, kot da me štekajo. Ja, točno veš, da je čas lahko fukneš kar eno besedo, tako mehanik, nov video. Ja. In mi je, ne vem, dej gremo in žiro. Ja, ne? Samo, veš, kaj je In zanimivo? pol, ko jih čakaš, se pol, kaj je že to? Ampak res jih nateguje mi. Samo, veš kaj, ne vem zakaj Primorci imamo srečo, da smo pač všečni s tem našim naglasom. Primorski je, severno Ma kaj bomo umno tako naredijo, ne? Severno Primorski je še lepš, mene tam tiste naglase, pa tle imate tudi. Kaj misliš, Kozina? Ne, mislim, gor. Uno je že severno, uno ni primorsko, uno je že severno. Ale, jaz jih bom vedno imel za severne Primorce. Uno je že sever. Sam tam, veš, kak se je tam razvil nek čist drug pismo na glas, pa kak je lep je, speven je. Mislim, predstavljaj se sam mlakarja, da poje ljubljanske. Mislim, pa ne deluje. Zakaj bi to bilo? Veš kaj, že za reč po naravi imamo mi lep na glas, plus nam vleč na italijansko. Italijanščina je pač lep jezik. Speven je. In tudi, ne vem, nemščina, pač meni je to tako grt jezik. To je tako grobo vse. Če ga razumeš? Ne. Če ga ne razumeš besede, to je vedno ta primer, ki ga dajo, kao metul, butterfly v angleščini, v nemčini, šmeterling, ni šmeterling, ampak je šmeterling. Ja, je speven tudi. Speven je. Če poslušaš, Xavier naduje, ven en lid, daj ne lepem falesta, veš, tako mat. To je tako, to če ne razumeš, recimo, vidiš, kako fucking lepo potuje ta jezik. Specifičen jezik je, ne? Ful je specifičen. Plus, maje naglasi, šta je švabi, švabski naglas, hamburški, to je vse razlika, vse ima svoj čar. Recimo, jaz sem bil na zadnje, da govorim, kada v Berlinu živim, ampak dvakrat sem bil. Kaj so ti alternativec? Ne, jaz recimo, oni imajo to berlinska čefurščina, ki je ful turškega prizvoga. Was guckst du, Alter, was willst du von mir, fick dich, ni fick dich, ampak fick dich, willst du ein Kebab, willst du Messer, Alter. In jaz sem se tam zabaval, jaz sem kar govoril, tako jaz jih čujem, ampak jih čujem razlike, ker je res zanimivo, imaš tudi komike, ki delajo te like, en ful znan Turke, ki dela to, ich komme in die Stadt und da guckt mich eine an und ich bin so, Alter, was willst du von mir, willst du mich ficken, willst du fighten, veš, in pa še malo angleščine. To ga naredil nikapnega. Ja. Kaj je tebi najlepša stvar pri stand-up komediji, zakaj to delaš? Ne smeti ljudi, odkrite, gnar tudi ni slab. Zakaj, čakaj počasi, kaj pri tem usmehu je tako, da te nafila? Kaj je tle? Je don lahko kaj nafila? Pismo. We have an autistic boy here, Nafila te adrenalin ti našopa in počuti se, da je bil malo zadet, če ti funkcionira 30-minutni set, pa se maji fajn, si jim nekaj dal, vidiš, se obrazi spremeni in je, se veš, da najlepše, recimo, že, če ti rate kadarkoli, kakor punce nasmeje, si tako Ko sem cool. Kak je fajn občutek, ne, kaj ti si lahko, je 10 tipov, pa vse šmeka, je pa ti
rukneš en joke na enega izmed teh, pa ona, in kada bi imel nek superpower, se počutiš, še posebej, Kot da če imaš- si mulc. Stegnjen. Ja. Ne, res se počutiš drugače, ne, in je fajn je nasmejati ljudi še posebej, ne vem zakaj, tako se počutiš, da bi imel nek superpower, še posebej, če je kakšna žalostna situacija. Jaz vem, da sem enkrat prišel na pogreb od fotor od mojega kolega. Mi smo bili v Mrliški veži za 2 minuti, vsi žalostni in nekaj sem prebil znova, pa ni bilo namenoma. 10 ljudi se začelo v Mrliški veži smeti, a ne, še tako je moj fotor umrl. Še tako je umrl. Ja, ker še njemu je bilo kula, ne. Ker smeh, bolj je taka frustrajoča situacija ali pa žalostna, ali pa bolj je temno, ne. Če tam zvabiš ven smeh, je manj najbolj kvaliteten, da ga še posebej, če ga zvabiš iz človeka, ki žaluje, tiste je najboljši. Ko vidiš ta obraz, ki gre to vidiš. Sam več se zari tako zgodi, iz joka v smeh. Ja, gre, stari. Ne gre li, Sam jaz znam obratno. veš, zdaj. je oni switch. Mislim, meni je najboljši, če nekdo naredi to. Ja, to, ki dejansko bi se smejal, samo ne more čez ego. Ker se ti ljudje, pa ker se ne sme. Ko je nekdo jezen na tem, ga nasmeješ. To je najboljše, ga iz jeze spraviš. Ja. To je res super par. Nobena ženska ti ne more zameriti, če ti spraviš v smehu. Kaj je plan za naprej? Plan za naprej, veš, da ga, mislim, Čim več ljudi nasmejati. ja, čim več ljudi nasmejati, nekaj spisati za sebe, za naprej, ene serije narediti, ne nujno komično. Kam bi se potegnil? Kam pestaco moli. Horror, drama, Ne, čist nekaj drugega. Načrtujem neke serije, ampak načrtovanje, ni še nič. Nekaj je napisano, ampak bolj tak provizoriš, ki nima veze z sitcomo, klasičnim, nima veze z vloganje tukaj, je pa nek hibrid vsega, ki bi rad ven spravil letos, pa druga leta. Ma to je zdaj. Ja, In the works, za reči. mislim v glavi, ja, sam rad bi za novo leto naredil nekaj, rad bi, mislim, imam plane, imam pač itak moraš v našem poslu, saj in pol leta prej gledati. In imam neke plane, kaj bi rad posnel, pa naredil. Ni vse od mene odvisno, itak, ne moraš sam delati vsega. Oziroma, če delaš, se zaštihaš, pač tako je, v vsakem poslu. Jaz ne štekam tega, ki misli, jaz sem benga ne rabim. Ne rabiš vse, kar je možno jih Ne rabiš, uporabiti. ampak rabiš ljudi, ki so ki te dopolnjujejo, ne pa da ti škodujejo. To je edina razlika. Znaš črpati, stari, še posebej naš posel. Ljudje te bojo zaštihali. Bo šel čez to še posebej tekle, ko si mlad, pol vidiš, kaj so ljudje sposobni narediti. Še posebej, če sam nimaš teh vzvodov, Če nisi zloben. nisi zloben in vidiš, kaj je nekdo sposoben ti narediti, si kar naenkrat začneš biti previden, ne? Pa izbirati res ljudi, pa ože si ti krog, s katerimi delaš, ampak na začetku, Če smem vprašati, v katerih letih si ti? jaz sem 34, star. Dobro. Ti si našel svojega, kako se reče, die to die papiča. Ali- Ja. Ja. Right to die. Kako se reče, die or right. Ne, vse si Ride or prav die. povedal, ride or die, ampak spapič je ride and die, zraven, stari. Obožujem ga, imam ga res rad, ampak ja, včasih imamo momente, ne, včasih imamo momente. So zdaj, če bil prvama, ne, Ja. razlagal o filozofiji dreka in homoseksualnosti v Češnjah, sem bil tak, kaj da fuck ti razlagaš, stari, prav gledal sem zdaj, s kje si to material dobil zdaj, stari, če Češnjo, v bistvu si homoseksualc, ne, če si jih daš urit in te en drug je Češnjo, ven si pederčina, kaj sta, kje si to dobil zdaj? On je filozof, to so On je težki filozof, misleci. ja. Pisec. Pisec, ja, pisatelj, zdaj, igralec, Voditelj. ljubimec, prijatelj, Papič je zakon. Papič je totalno nekonflikten.
Večino časa Papič, oba vemo, o čemu govorim. Dokaj se ne skrega. Ja, dokaj mu nekaj ne paše, ampak je... Jaz ne bom tega delal. Mene je presenetilo, da je napisal te pesniške zbirke, ki je izjemna, mimogrede, izjemna je. Sem jih prebral tudi že nekaj, ampak me je pa presenetilo, da je naredil in da se je lotil. On je en najbolj efektivnih ljudi, kar jih jaz poznam. Mislim, on se polga čas tudi sfuka, zato ker on si nabaše tuk dela naenkrat, kot noben. On trenutno dela 3 projekte velike, zato veš, ki bi se marsikirno zmešali, če bi enega delal. Zato je, kjer je, ne? Zato je tam, kjer je. Pa še lepi deček je, pa še shujšo je, kdo ga ne bi. Kdo bi tebe? Samski? Ni samski? Neodločeno? Ne, ni neodločeno. Mislim, kdo bi mene, stari moj, marsikir več tipov kot žensko, kar jaz ne. Zato pa hodim s črnimi hlačami, da se ne vidi, če bi se kaj naredilo. Sam, ker se tega tiče, stari, je pa papi prehidel vse. Veš kaj, papi pusti zastavico tam zgleda, ko prideš, mislim, vidiš, da somebody was there already. Jelej, naša demografika je od 18 do 25 in pol do 35, tako da... Imate do 35 demografika. To je super, to imate super. Kako imate vi? Mi imamo od... Se spreminja, ampak mislim, da je od 20 do 35. Največ. Ok. Mislim, to je dejansko, to, če se oglaševalc hočeš, to demografika. Ki ima kao denar. Ja, ne, da ga imajo. Ima svoj denar, to je ono. Ima svoj denar, ne. Ko mladoletni pač nimajo svojega denarja, jim lahko prodajaš igrače za sestavljati, ne, ampak jim kaj konkretnega prodati. Ta mrč, ne? Ja. Prodate kaj? Če veš. Zdaj lih obračamo celo sceno, tako da, kar se mrče tiče. Kaj to pomeni obračamo celo sceno? Pa malo spreminjamo, kako bomo delali, zato ker mrč je bil zelo sekundaren, pa noben se ni ful ukvarjal. Ampak zdaj se... Naš prihaja. To govorimo že 100 let, mi ga delamo zdaj. Zajebane je. Mi ga bomo delali, da bomo naredili na drug način, kot smo zdaj delali. Lahko poveš več? Mislim, ne morate vsega povedati, ker ni vse od mene odvisno. Pa ne vem, koliko je že zmenjeno. Ampak mrč je ful... Ni tak mači kašelj. Ne, ni. Plus malo gledati mrč, kaj bo, pa promovirati to, pa vse, veš, pa mi... Delo zase. Ja, ampak fora je, mi delamo podcast za zravno, ne. Imamo drugega dela ful in pol s tem se mora ukvarjati. Ti je to zraven unega za zraven, ti je to še neki za zraven. Ja. To je C-tire. Ja, ampak ti moraš pa delati, ne, in pol ena stvar gre na robe, tekstil dobiš, ko je za neč... Pa kaj nimate vi nekega tipa, ki vam je vse prevzel, se spomnim? To sem poslušal. Ja. Ampak ne boste več zdaj z njim? Zdaj je spet... Ste menili? Ne vem, še. Ne veš še, on ne veš še. Kako ste se zmenili, ne. Ampak ja, mrč je kar zajeban. Kaj lahko poveš v kosih? Samo me zanima. Ne pojma. Neš pojma, tako govorimo 1000 ali... Nema kaj staviti, če bi tavžen tako se prodal, plus da pri mrči ne zaslužiš to, ko misliš, da boš. Odvisno, če ti nekdo dela vse drugo, ne zaslužiš toliko, ne? Ja, pa ti drugač. Vsi mi smo tudi gledali, Jure, pač to... Ni velik, ne. Razen, če daš ful velike cene, ne. Ma ne, za reč, ne vem, pač mrč... Par evrov zaslužiš. 35 evrov, hudi, pač ti boš dal 5 evrov za evrov, pač več ne dobiš. Ja, ja. Pač to ni... Hudi še po sebi, hudi po mojega ni pa 23 evrov in benga. Ja, ne? Ma še ful je šitite hudi, ok. Si to. Se to pa dobiš, pa naročaš in si kar naenkrat, da imaš pa 10 ali pa 50 kosov robe, ki lahko sam pizda, ne veš. Zato obstajajo sempli. Pač, dragi gledalci, gledalke, poslušalci, iščemo ta pravi material. Nam je to največja frka, da je res fucking kvalitetno, stari. Podcast, Femiči, ba je bila tvoja ideja. Odkje? Ba je da od Rogana. Papič nam je v bistvu vse že povedal. Ne, pa še kapitan je bil, ne vem, jaz sem silu. Ta je isto bil tako prekrižan, na steni ga imate. Ne. Niti na steni ni. Niti na steni ni. Nimamo stene dejanske, sploh vidim, imate, a ljudje vejo, kaj tam na steni. Ne. Mogoče. Mogoče, oni, ki so bili tele, tako da, ne, prav izgleda, kada ste ono, kill, marry, fuck, mata prav narete, a ne. Pa še res je. Ja. Začeli se tako, da jaz sem full gledal Open Anthony show, ki je bil manj the best. To je bil
Anthony je tudi šel po svoj podcast narediti, ker ste se skregala, pa neke farke izble, nekaj se vrtli znebiti, ampak oni so imeli na FX, imeli so 2 šova, 2 voditelja sta bila, ker sta vedno imela komike za sovoditelje. In enkrat je bil Louis C.K., enkrat je bil Patrice O'Neal, sem ga pol zaradi njih spoznal, Patrice O'Neal je imel po The Black Phillip Show, super isto, in po je Rogan začel s tem podcastom, jaz sem to poslušal od gimnazije naprej, kvazi podcast, vse to je že bil podcast, Open Anthony je bil na YouTube, in oni so imeli eno so imeli na normalnem radiju šov, ki niso smeli klet, in potem še čez ceste, popovdne so imeli pa you can do all out. Ja, everything, Free for all. Ja, je bil na FX za ono zaplačati in je bilo genialno. In potem so začeli tudi podcast in sem videl, da komiki so začeli, ti nisi od drugega medija odvisen, da prodajaš šove. Ti dobiš neko publiko, ki pove za tebe, zastopiš nam se zaradi... Torej si šel v to zaradi promocije? Tribe, držiš svoj tribe. Dobiš svoj tribe, to je ena, ampak tudi manj se je zdelo, da bi znalo biti zanimivo, če se me zajebavam. Jaz sem cool biti v nekih resnih zadevah, itak je življenje dovolj resno, pa na koncu, tako si ti prebral od Papiča, čez 5000 let bo vsem vseeno. Še prej, verjetno. Ja. 1 leto po smrti se nam ben spomnil, kdo si bil. Še posebej otroci. In je... Ja, Mikal me, pa smo začeli s prvim podcastom, ki me je bilo ime A že snemaš? Mislim, da sta 2 bila posneta. To je rekel Papič, da se baje nekje najde lahko še. Ja, mislim, da se še najde. Mislim, to je bilo... Probali smo, ne. Hoteli smo... Mislim, že preveč šumnikov je v tem imenu. Kaj, A že snemaš? Ja. Se pravi, bil... Naslov je bil res, mislim, da je bilo, da se je začelo, tako nismo imeli naslova in je bila prva stvar. A že ti snemaš? In pa je z tega ratala. Če se prav spomnim, pa se... Kreativci. Kreativci, stari. Vse je zlato, tako na sofu. To je zlato, vsaka ideja. Sem tako... Obožujem to. Corporate marketing. Jaz ga ful lažje prenašam, kot mrskiro v mojemu foha, ko greš v komediji, greš ponovadi, da bežiš stran od tega šita. Manj je pa do neke mere zanimiv, manj je pa to, da si vsi laže in tam in se gledajo, da so prijatelji. In če se srečajo na ulici, plunejo iz strana. Ne, se niti ne pozdravijo. Ja, manj je to fantastično. Pol se vabijo na one neke rojstnodnevne zabave. Ja. Ampak ja, mi smo to začeli, zamenjali smo moje 6 lokacij, še vedno nismo nastalni, ne dam tudi live, ampak mi smo delali stari od doma med COVID-om. Remote. Ampak mi smo vsaj začeli takoj video, ko smo... Imela sta moj ring light. Imela sta moj ring light. Ja, imela smo njegov. Štekaš. Pač basically producent Femičov. Ja, v bistvu, ja. Zdaj ne, če ste ga bolj uporabljali, enkrat ste ga imeli. Ja, in ste naredili eno pač full bedno reklamo, ki bolj se neko kove sjebe. Stari. Pač, naši dragi gledalci, gledalke, poslušalke, vi ne veste, pač Jure je ustvaril 2 najboljša podcasta na sceni v bistvu. Ja. Tako da, ni za kaj. Poslal je nekaj lučne in smo... Nisem poslal, v živo smo se dobili. A v živo smo se dobili, to si ne spomnim, stari. S Papičem sem se. Kaj imaš unga polota. Ja, tist polo je pil več ola, kot belcina, stari. Res. Papič dobro fura, ampak zaletavo fura in zdaj se je ful izboljšal. Ampak mi da smo se zunilo polo je enkrat zabila. Rikverc, kada fuck, zih enka je zbil, jaz sem kar možen, jaz sem bil tako, koga je, biciklista je zbil, kako. Pride ven in se je zabil enega modela v kombiju, ki je šel na pogreb od tašče in je bil pijan. On je bil pijan. Pol ga je gaslightal Papič, da se on zaletel. Ja, mislim, da sem za 2 tedna lovila, ampak kao, vem, da je bila neka fora, kao, da me je Papič rekel, on tak, joj, grem na pogreb od tašči, on tak, mislim, da me je Papič rekel, sožalje, on tak, ja, Jože, koma. Sožalje, Jože. Ja. Kaj ima zdaj plane s podcastom? Kaj ti je cilj, kaj s tem podcastom? Podcast bi jaz rad razvil, da gre naprej, da dobimo več sponzorjev, da to živi, a nekaj, drugače to res ogromno, mi smo 2,5-3 leta delali za ston, da se dobi sponzorji. Zdaj pa ste še v minus.
Se hodiš, če misliš, koliko fukanje smo imeli, da smo delali 2,5 leti zastojn. Mi nismo absolutno ne zaslužili skoraj. O moj bog, dobrodošel. Ja, ne se veš, kak je, ampak to imaš, nisi diht, stari, nisi normalen, ti delaš to iz neke... Čeprav ni vse v denarju, ne? Je tudi o... A del djebe, prosim. Ne, ampak podcast ni samo za denar. Podcast je dober, da narediš socialni kapital. Ja, in socialni kapital hočeš zakaj? Da priješ do keša, ne? To je posredno. Ja, vem, ampak vseeno ti moraš... Recimo, mi imamo zdaj ekipo, ki snema, imaš prostor, imaš najemnine, vse ki šta, davke, imaš iste plačevati, belcine, iste gre gor, hrana gre gor in ti tam, če piš energije, to je zame, nekaj bi imel na koncu tega, vsaj nekaj. Socialni kapital, sovražen, to je tako, ti reče, nimamo budžeta, ampak vam bo pa koristilo vnaprej. Super. Lahko, če bi zdaj koristili. Ja mislim, Alašo, zdaj si ti prišel najboljši podcast v Sloveniji. Zdaj od tega boš ti dobil 5000 več followerjev, 5000 več subscriberjev na YouTube in zaradi teh številk boš ti dobil večje sponzorje. Se to je zdaj, sponzorstvo je... Ampak to je pomagal ta socialni kapital. Seveda, ampak če pomisliš, kjer človek, če ne bi bil v medijih, kjer veš, da je to potrebno, kjer človek bi bil pripravljen toliko časa delati nekaj tajega. Veš kaj, ni koliko je prijavljen, nam je to pač užitek, nam je to lepo stvarjati, zato pač se to dela. Ampak da stvar na konc gre nekaj cajta, da lahko živi, rabi kapital, ne moraš ti delati 10 let za ston, zato ker nima časa, folk dobi otroke, kredite treba plačati, ne. Planiraš otroke, kaj malo? Če bo, če ne pa ne, še vedno jih lahko posvojim, ne. Kašne, bele, črne? Veš, da bo i črnički zmojimo na glase, stari, pa se to hočemo, ne? To jih bo dal tam v Sadovnjak. Kaj kurba, lega, to vežiš. Pip, člani reklama. Kje ste člani danes, člani Rimanič in Jure v Kristalni palači pri Life Centru Energijski kliniki. Jure. Jaz smo danes stranka in izvedli boste iz prve roke, kako je biti v tej kliniki. Tukaj smo z Ano, vodjo centra. Ana, povej, kaj je to, kje smo, kaj, zakaj, kako. Ta energijska klinika je res za vse, ki rabijo več energije, da bi lahko bili srečni, zdravi in hitro dosegli svoje cilje v svojem življenju. No pa pojmo pogled, kako vse to zgleda. Evo, najprej prideš do glavnega pulta, tle te lepo sprejmejo, potem prideš sem, da se razkomotiš, lepo ti vzamejo jaknico, ti dajo copatke, tako da res relaks. Potem greš na pogovor z energijskim ekspertom, danes je tukaj z nami Ana. Najprej, preden začneš terapijo, predebatiraš o svojih ciljih, kaj češ boljša, tukaj lahko ti pomagajo, da zboljšaš svoje zdravje, odpravi stres in dobiš energijo za svoje življenjske cilje in ambicioznosti, karkoli imaš. Danes bo Jure to z njimi predebatiral. No, potem greste na diagnostiko vitalnosti. Ana, povej nekaj več o temu. Jure, ti se zrelaksiraj. Povej. Diagnostika vitalnosti je diagnostika hrbtenice in po hrbtenici se vidi vaša genetika, vaša resnična slika energije. In tako lahko res jasno vidimo, kje ste, da lahko vas pripeljemo do tam, kamor si želite. Zdaj pa še najbolj pomembna stvar vsega tega je vitalizacija. No, več o temu pa prosim Ana. Tole je pa ključen tretma, ker dobite ekstra energijo, da lahko prvo odplaknete vse blokade, ki se zadržujejo v vam in potem dobite ekstra energijo, da lahko res dosežete vse cilje, ki si jih želite. To je to, jaz sem tle stalni gost, meni ful super, meni ful pomaga. Jure, kako je bilo tebi? Jaz sem se imel fantastično. Punce so zakon, terapija, super, priporočam. Pridite. Za na konec, imaš kakšen nasvet za mlade ustvarjalce nas? Mi se tudi menimo z enimi, da naredimo live podcast. Kako je bilo to pri vas? Live podcast mi delamo, da to gre ven. To gre čez 2 tedna ven. 2 tedna ven. No, smo delali live podcast. Z Bizovičarje pa jih ful več to bi nam lahko dali neko matikašno karto. Nimam več kart, stari, nisem jaz imel to, jaz pa nimam več, se je predalo delo, nekaj se je prodalo, nekaj se je dalo za goste, nimam kontrole na tem in dejansko ne vem, da je zafilano. Ti izrihtaj Bizovičarja brcni sem k nam, smo pisali na Instagram, se ni javil, pa ti to... Katarino čas vsaj. Katarino čas je tudi jaz pravim, da biti... Ja, Lado je busy man, stari, že mi smo ga kome dobili. Jaz sem nikoli odgovoriti na mail, ne. No, lej, ne zmaga, ne. Sorry, kar se tiče live-u, ful jih je zanimivo delati, no. Ja? Res jih je, čutiš... Ja, samo to zate lahko, ki si na stage-u cel live že. A ja, se bojiš, da bo kje drugač? Bojim se ne ful, ampak bo si drugače občutil. Pa zabavno. Se lahko začnete s čist malimi, ne, koliko imate res
to bazo, da bi prišla na live, ampak začnete za 50 ljudmi, recimo to, da ti rata. Da rasteš sposobnost. Ja. Ni da je Papič 200 folka, dvorana prvi nastop, ampak easy. Več ljudi imel na prvem. Ja. On je fucking... Njegov drugi nastop bil na Panča, je to povedal. A fuck, je res? Zaradi tega nastopa, da se Panček začel, sem zdi, ta bomber je zaradi tega nisem nastopa vedel. iz Sežane, ki je pač to naredil, so bili tako tin pa teti. Kdo je pa ta komik, ki je v Sežani razprodal Kosovelovo, ne? Nemo ga povabiti. Samo res skoči in mu uspe. On je vrabček, stari. Njega ne moreš Čakaj, ubiti. za kontekst, pač Punch, to je največji festival za komedijo, pač tle na sceni. Julija Ledič je dober dan, ne. Pa, fuck. On je tam, drugi je tretji nastop, je tam nastopa, ne. Ni čudno, da se mu je zmešal. Pač to hočem jaz v live, pač to je cilj, vidiš, pač. Ja, ampak on je res, on je neuničljiv, stari, on je res, Dovolj o Papiču. sorry. Dovolj o Papiču. Vemo, da ga imaš rad. Ja, zdaj na naš najboljši, najljubši segment vprašanja. Da vidim, kaj so naši dragi vprašali. Landeker in vse spodaj črtice, kak si delaš, ke pa zaka nič? Super, vedno imate to inteligentna publika. Odgovor je ja. Pač ono, kar ima, čuješ, uniki ne poslušajo ideje, grejo k vam, uniki je pretežek vaš, grejo k nam. Vedno se sprašujem, se ta publika naša kje prekriva, veš? Veš, da vse enih par. Vse. Vse. Shout out vsem. Ja. Naši te bojo marali, vaši vem, da meni niso. Našim boš všeč. Kaja Pika Štukel, Majka Mila Bergant je tak dedi. Kaj da meni. Da si je za pofukat. Ja. Ali pa sam rab enega, da je nauči voziti avto, mora da je pa to Ja, kaj dedi. pa narobe? Štem. Prvi, že sem čutil ta dedi. Daddy. Pa kaj pravi si šel daddy? To pomeni, da imam vampeka, ne? Ne, Ne, daddy. to so veš oni starejši hudi tipi. A ja, okej. Ja, hudci. Hvala, kako je ime. Kaja Pika Štukel. Kaj je štukal? DM. DM. Ne DM. Smrkolj _ m. Je zaseden, sem namreč zainteresirana. Si ne zabavam. Si ne zabavam. Pa koliko so stari je? To so dečne stare, po moje 15. Da bomo stari. pogledali pol. Ja, mislim, kaj, Jure bi rekel, bolj ko je sveža, boljše je. V glavnem, Res je. ej, navalte, DM. Niki Tajerlih, najboljši komik. Kaj, Patrice Ja, to je bilo samo dejstvo, najboljši ja. komik, ja. Tebi na sceni, top 3 slovenski. Slovenski. Ok, da moram na hiter. Perica, Novak, pa Borinšek, Alen. Ok. Hanna _ Černič 1, najljubši youtuber. YouTuber, to bi bolj... Koga sem pa gledal? Joe Rogan je... Čeprav ni youtuber. Ja, mislim, ja. On je Spotifyer. Gruntan, kaj gledam na YouTubeu? Ti, Pismo imaš nosim. kaj? Jaz sem gledal History Oversimplified fulkrat. To je huda, To je meni full hour kanal. to je huda. V bistvu Dobro, so- zgodovino pove na easy. Ja, Ok. pač zgodovina Frodamis. Veš, da ne vem, dele iz glave, koga bi rekel. Mih je dosti, ki jih gledam, sam Reči žerjav in bomo vsi veseli. žerjav, on je YouTuber, ok. Zelo live z njemu, ne zgleda po ogledih, ne. Žerjavček. Gaspari _ p. Zakaj ni več roastov in zakaj sta bila samo 2? Večjih je bilo. Dobro, zakaj Ampak ni ja, več? zakaj jih ni? Zato, ker je nemogoče skoraj ljudi dobiti, ki se pripravljajo biti roasteni. Zato. Kaj, Pahor je bil, Ja, recimo, to je tudi nepreverjen format je bil in ko je Valič imel ta prvi roast, so videli, ok, to gre, pa so dali na žaru in tam se je porabilo, pač, mislim, tisti ljudje, ki so prišli, ne. Mislim, več jih težko dobiš, težko je dobiti tudi od Kuzmana, ki je bil, veš, komiki med sabo, je že nezanimiv, vsi mora vemo, kaj bo ven prišlo, druge ljudi dobiti je pa kar težko. Veš kaj, američani to imajo, pač celebrities imajo full. In to je hudo metati not, ne? Valjda. Mislim, jaz vam lahko povem primer, ki je bil, kaj že ta Danjevi zvezdi, ki je bil na Pahorje, kaj na roste, on je bil genijalen, zato ker on ni dojel, kako mora povedati joke in je bilo to
Disanje. Od zade v režiji in je bil tak, fuck, vse bomo mogli rezati. Smo se zajbali, da bi naredili samo tako, da pride živjo, adijo, da bi samo to bilo na kameri, ker nič ni šlo čez, stari. Ja, tam je bilo res dosti ljudi v publiki. Ja, živčnost. Ja. Tam je Veš, to ti pravim, to je ono, ki pa vi ste tam doma. Ne? Ja, rateš malo. Meni je cilj enkrat biti dovolj uspešen, da naberem material, da me zroustajo. To je zabavno, stari. Ja. In da imaš res dore fore, da te folk v glavo stari. Mislim, Trump je bil najboljši roast pač. On je bil dober. Trump je bil dober roast. Trump je bil dober roast, ja. Charlie Sheen se tudi spomnim. Zdaj, imaš... Justin Bieber je bil kar krut. Ampak ti imaš roaste, ki jih lahko na tedenski bazi gledaš. To imajo v New Yorku, imaš The Stand, pa to imaš... Ima ful razvito. Med sabo komiki. Ta roast je tako... Ja. Ajde, komu naprej. Met_Schmidt, Gapi, kak ste kaj, rada vas imam. Dobro smo, hvala, enako. Kaj še med, Jan_Furman, nič 7, Bergan, ti si zakon, samo ka veš, koliko glav živine imaš doma? Mislim, ne vem, koliko jih je, 5? Nič, to je hobi. Kaj pa imaš? Mislim, nimam jaz nič, to 4 sestre. Ne, več ga vede, pa kure. Pošteno. To so te male. Rok Lozar, 5 zanimivih dejstev o ovcah. To je pa od Žerjala, 100%. Žerjal je stari moj kadarkoli nekaj skrbdena nabija o teh ovcah. In pa se to njegovi... Kaj ti naj povem o ovcah? Ajde, eno dejstvo zanimivo, dej. Miš, da vem, kaj zanimivo, da je. Kaj, ker se ne ve o ovcah? Vse grunte, da je tako. Meni je zanimivo, da lahko izrahte ful preveč, da jih moraš briti. Je volna jim zrast, Ja. neha rast, ja. Ja, da jih moraš... To je meni zanimivo. Imaš tudi, evo, zanimivo dejstvo, ovce, ki so dlakave, ki nimajo volne in se šedajo tako psi na pomlad. A res? Kaj delaš z njimi sploh lahko nič? Kamerunska. Kaj božaš? Ali to je že koza? Ja, to imajo, ja, v bistvu skoraj da ne. Šedajo dlake, ne, da jih ni treba strišti in delajo ful na temo. Zanimivo, gremo naprej. Tina Vidmar, a je Papič tvoj best friend? Nikoli nisem, ne obstaja za mene ta izraz. Je med boljšim, ampak da imam best friend, da sem nikoli nisem tega imel. Mislim, imam dosti kolegov, ampak ja, je med top 3 ali pa 4. Ok, pride k vam Katarina Čas, jo podreš, kjer je oni prvi kolega, ki mu poveš. Ponavadi je to tako oni. Prije Katarina Čas, povem vsem, to rata, ampak ne, noben, mislim, ja, s Papičem smo, ja. Veš kaj je fora, da smo tukaj dobro kolegi, zato ker tudi skozi smo skupne in zato se tukaj delimo stvari. Pošteno. Ja. Ni po tvoji izbiri. Bolj ni po Kaj je bilo njegove. vprašanje ti zame? Ne si rekel, ni po tvoji izbiri. Ne, ni po njegovi izbiri. Umo bo si zabit. Sem tle, kažem kao... Ja, ok, haha. Luka Mauri, čau, kusi. Dobro, aj pusi, a kako Ne, si? kusi. Kaj? Kusi, ku presledek A ja, si. ku si, v redu. Ku, alfa, beta. Ej, prav so se našli tvoji kmeti. Andrej V. Dogs. Kak Koliko traktor danes imaš? stane NKG svinskega želodca, ki je inflacija? Kje se dobi najboljšega? Mislim, da je še vedno 30-40 evrov savinski. Kaj vzameš na samotni otok? Koliko stvari? 5? 3, dej 3. 3 stvari. Sekira, nož, pa ena Zakaj bi ženska. rabiš Zakaj sekiro dva? in nož? Ja. A se nekaj sekira in nož? Ne, žaga in nož, oprosti. Žaga in nož in ena ženska. Okay. Okay. Da imam koga za štika. Kaj se žagati in pojesti? Ja, tako je, da traje Jurček. nekaj. Jesus, vžigalnik, Ok, jaz sem žigalnik. vžigalnik, žago, ne vem, ti Mateja. Jaz bom rekel kamero, mikrofon in internet, zato ker naša oddaja se ne bo končala. Gospod Gašper, hvala, ker si bil danes z Roma, nami. pa nisi rekel, ne? Imamo Bluetooth, Ja. veš. solarne panele. Ej, hvala, ker sem bil člani in članice, Zdaj si uradno član. uradno član. Imaš kakšno vprašanje za nas?
Kaj je to za en prostor? Je bilo to včasih garaža? Kaj je to? Je to v en živitle? Ne, to je bilo včasih, moj oče je imel tle skladišče. Aha. Je delal stole? Ne, ni delal stole moj oče, tle je imel skladišče. On je bil moj nono. Ne si skreget, V enem drugem placu. Ne, sem kad deluje kot nekaj, kar je... Tle je bilo včasih skladišče in moj oče je tudi imel neke high-end store in to je ta, ki je imel v njegovi trgovini, to potleh, ta podest. In pa sem jaz rekel, jaz bom to preuredil v moje skladišče, pa smo skladišče preuredili v studio. Se pravi, oba fukate random ženske v tem prostoru, ne? Ne, v bistvu, samo Matej je enkrat skoraj bivša. To je to, hvala za danes, uživajte lepo. Jaz sem mislim, ti pa tvoj foter. No, hvala vsem, ki ste bili z nami, če vam je ta podcast bil všeč, ker upamo, da vam je bil, ker smo se res potrudili. Mi smo danes vsi ful utrujeni in ful je pozno, tako da hvala vam še enkrat, ker ste z nami. Like, share, subscribe, se slišimo naslednji teden. Berganče, to moja punca me imela ful rada, ti si njen najljubši komik. Hvala. In še pridite na burgerje, 24. 24. ob 6. Koper, El Toro, pridite na člani burger, imamo burger, vabljen tudi ti. Hvala, ne bom mogel priti. Ajde, čau. Lahko me ga pa pošljete.